Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor s svojimi 11 strokovnimi sodelavci na letni ravni sprejme več kot 2000 ljudi iz Maribora in okoliških občin. Ker njihovo osnovno poslanstvo zajema tudi pomoč in podporo staršem ter strokovnim delavcem pri izzivih odraščanja in vzgoje, so ob obletnici pripravili posvet o čustvenih in vedenjskih motnjah v šoli in vrtcu. Samo vedenjske motnje niso v ospredju današnjega posveta, ampak tudi čustvene težave. Otrok je danes morda pod večjim pritiskom, kot si včasih mislimo, po večji učni uspešnosti, po dokazovanju na zelo različnih področjih in marsikdo doživlja številne stiske, ki se kažejo v pretiranih strahovih, žalosti, če ne celo depresiji, v osamljenosti, posledice nekih travm, mogoče medvrstniškega nasilja in danes smo zaradi njih tukaj. Na Mestni občini Maribor, ki je ustanoviteljica zavoda in skupaj z več kot 20 drugimi občinami financira njegovo delovanje, se zavedajo pomena obstoja svetovalnega centra in njegovih uspehov, kljub višini trenutno namenjenih finančnih sredstev. Moram pohvaliti zavod, da kar uspešno zbira tudi dodatna sredstva iz drugih virov, tako da lahko vse dejavnosti pokriva. Želimo si, da bi ob povečanju financiranja lokalnih skupnosti strani države lahko sofinancirali tudi razširitev tega doma in zavoda centra za to, da bi pravzaprav lahko zadostili vsem potrebam. Strokovnjaki opažajo zmeraj zgodnejšo in večjo pojavnost čustvenih in vedenjskih težav otrok. Treba se je pogovarjati o tem, kdo pa naj zdaj, recimo zlasti v šolskem prostoru, ko pride do izstopajočega vedenja, kdo naj bo tisti nosilec odgovornosti za pomoč, podporo otroku. Zelo važno je, da smo pozorni ne samo na tiste otroke, ki nas opozarjajo s tem izrazito motečim vedenjem, ampak da smo pozorni seveda tudi na tiste bolj vase umaknjene, vase potegnjene otroke, ki imajo stiske, napetosti, pa niso navzven moteči. Ampak če jih spregledamo, potem tvegamo, da bo pa sčasoma se lahko njihova notranja čustvena stiska izrazila tudi na en destruktiven, agresiven, nasilen način do sovrstnikov ali do drugih odraslih v šoli. Vzroki za čustvene in vedenjske težave otrok so raznovrstni. Ob večanju starševskih kompetenc in težnji k izboljšanju odnosa med starši in otroci moramo kot družba biti še pozornejši na dogajanje v vrtcih in šolah ter z dobro preventivo poskušati preprečevati pojav teh težav in ustvarjati okolje, kjer se bo vsak otrok dobro počutil. Preprosto, da bi vsak otrok rad hodil v šolo ali vrtec.